Pozdravljeni vsi skupaj. Veliko veselje mi je, da smo se zbrali spet tukaj na zdaj že drugem predavanju Svetovne mreže Univerze v Ljubljani. To se pravi, Svetovna mreža Univerze v Ljubljani je pač mreža, ki povezuje vse raziskovalce, ki delujemo v tujini z Univerzo v Ljubljani. In letos smo se odločili začeti organizirati ta predavanja, ki pod naslovom Znanost za vse. Torej, smisel teh predavanj je, da so to splošna predavanja, namenjena za nekako splošno strokovno publiko, s katero se trudimo povezovati različne discipline in predvsem promovirati delo slovenskih raziskovalcev, ki delujejo v tujini. Zraven pa tudi malo promovirati Svetovno mrežo Univerze v Ljubljani samo, ki si želi novih članov, tako da če ste raziskovalci, ki delujete v tujini, pa še niste včlanjeni, oziroma če poznate ljudi, s katerimi sodelujete, pa bi radi, da se včlanijo, prosim, bomo zelo veseli novih članov. Zdaj tudi za ta naša predavanja, nekako kot rečeno, skušamo organizirati predavanja različnih tem in nas tudi zanima, kakšne so želje na univerzi med poslušalci. Tako da bi vas prosila, če bi lahko po predavanju izpolnili eno kratko anketo, ki smo jo poslali tudi prvič, ker nekako skušamo ugotoviti, kaj so zanimanja, kakšne predavatelje bi lahko še povabili na naslednja predavanja. Zdaj mi je pa veliko veselje, da lahko za tokratno predavanje predstavim profesorja Jureta Zupana, s katerim sem videla, da se poznava že dolgo leta, že iz svojih časov, ko sva oba bila še pa sebe moram še predstaviti, sem pa Alenka Čopič, ko sem trenutno predsednica Svetovne mreže Univerze v Ljubljani, delujem pa v Franciji, sem raziskovalka na francoskem inštitutu CNRS. Torej, da se vrnem Juretu. Z Juretom se poznava že dolga leta, še iz Instituta Jožef Stefan, ker sva oba nekoč začela kot mlada znanstvenika. In Jure Zupan je tam zelo uspešno najprej opravil svojo, se pravi na oddelku za fiziko Univerze v Ljubljani, raziskoval je pa na Institutu Jožef Stefan, najprej opravil svojo diplomsko delo in potem leta 2002 je doktoriral tudi na Univerzi v Ljubljani z odličnim delom, ker ga je leta 2005 dobil zlati znak Inštituta Jožef Stefan, prej pa tudi bil dobil Prešernovo nagrado za svoje diplomsko delo, tako da se je že kot mlad znanstvenik odlikoval za svojo prodornostjo in zanimanjem za različne teme. In je potem, torej po doktoratu leta 2002, je pa opravljal najprej podoktorsko delo na Inštitutu Technion v Izraelu, potem pa na Univerzi Carnegie Mellon v Pittsburghu v ZDA. In potem se je pa vrnil na Univerzo v Ljubljani, kjer je deloval kot asistent. Potem je šel pa spet malo v Švico, kjer je raziskoval na CERN-u. Se je spet vrnil na Univerzo v Ljubljani. Leta 2010 se je pa odselil, da ne vemo, ali za zmerom, ali se bo še vrnil. In leta 2010 je pa profesor na Univerzi v Cincinnatiju v zvezni državi Ohio v Ameriki, kjer, to se pravi, vse njegovo udejstvovanje znanstveno je na področju teoretične fizike, visokoenergijskih delcev. O tem nam bom nekaj povedal danes, bom najprej spustila njemu besedo, ker to ni moje področje. Lahko vam pa samo povem, da je res odličen svetovno znan znanstvenik. V svojem zdaj že objavil je že 104, več kot 100 to se pravi originalnih znanstvenih publikacij, ki so zelo citirane, tako da je zelo priznan. Osvojil je poleg teh nagrad, ki sem jih že omenila, tudi več številne mednarodne nagrade, recimo nagrado Marie Curie, pa tukaj nazadnje je bila Humboldt fundacija v Nemčiji, različne ameriške nagrade, bil je CERN-ov sodelavec. Poleg tega vsega svojega znanstvenega udejstvovanja se tudi udejstvuje na različne, organizira konference, daje predavanja. Ena stvar, ki me je presenetila na njegovem CV-ju, je, da v zadnjih 5 letih imel več kot 100 povabljenih predavanj, prosim. Še kdo. To res dokazuje veliko energijo in predanost svojemu delu. Ampak poleg vsega tega znanstvenega dela je pa tudi Jure že od nekdaj se zelo zanima za predajanje znanosti širši publiki in to je tudi en razlog, zakaj sem ga jaz s takim veseljem povabila, da tukaj nam predavam, ker je že od svojih študentskih let je bil eden od organizatorjev društva Kvar Kadabra za promocijo znanosti v Sloveniji.
sodeloval je oziroma kot soavtor pri večjih poljudnoznanstvenih knjigah. Tudi v Ameriki se udejstvuje na področju tega znanosti za širšo publiko. Tako da mislim, da je res en odličen predavatelj, ki nam bo danes v zelo prijeten in zanimiv način predstavil lahko svoje delo, in zato bom predala besedo njemu in predvsem bo govoril o antisnovi, kar jaz kot biologinja ne vem zelo veliko o tem, ampak me zelo zanima, kaj je s to antisnovjo. Tako da, Jure, res najlepša hvala, da si se odzval na naše povabilo. Hvala tebi, Alenka, za to res podrobno predstavitev, predvsem pa tudi hvala mreži SMUL za povabilo. Kot si že rekla, pač naslov mojega predavanja je Zakaj je antisnov tako redka? In tukaj bomo si zastavili 3 vprašanja. Kaj je antisnov, je prva, na katero bom skušal odgovoriti. To drugo vprašanje je, kako redka je antisnov. In potem bomo pogledali, kaj vemo o tem, zakaj je antisnov tako redka. Zdaj, od vsako od teh vprašanj bomo videli, da ima nek zanimiv odgovor. V prvem, kaj je antisnov, bomo govorili o pozitronih, antiprotonih in tako naprej. Kako redka je snov, nas bo pripeljalo do enega zelo zanimivega novega spoznanja, da ni sam antisnov redka, ampak je v bistvu tudi sama snov, to je, iz česa smo mi sestavljeni, je redka. Antisnov je samo še bolj redka kot sama snov. In pa zakaj je antisnov tako redka, bomo v bistvu skušali odgovoriti na vprašanje, zakaj snov v razvoju vesolja prevlada nad antisnovjo. Zdaj bomo lepo počasi šli skozi vsako od teh 3 vprašanj. Prvo vprašanje je bilo, kaj je antisnov. Da lahko odgovorimo na to vprašanje, moramo si najprej pogledati, kaj vemo o sami sestavi snovi. Vemo, da je snov sestavljena iz atomov. To pomeni, da bo atomsko jedro, ki je obdano z elektronskim oblakom. Samo jedro je potem tudi sestavljeno iz protonov in nevtronov, sami protoni in nevtroni pa iz kvarkov. To pomeni, mi se bomo ukvarjali s to zadnjo stopnjo, najmanjšimi razdaljami. To pomeni, ukvarjali se bomo z osnovnimi delci, na tej sliki so to elektron in pa kvarki. Gledali bomo zelo majhne razdalje. Recimo, če vzamem ta atom in si pripravim eno prispodobo, ki nam bo polepšala oziroma olajšala samo predstavo. Rečemo, da je ta atom velik kot Ljubljana, ta prva stopnja. Potem atomsko jedro je zelo manjše, to bi bilo recimo približno veliko kot žoga. In razdalje, ki smo jih mi, o katerem se bomo mi pogovarjali, so še veliko manjše. To osnovni delci so, glede na to, kaj lahko z eksperimenti razločimo, izgledajo kot točke, niso sestavljeni. Razdalja v tem našem primeru bi bila manjša kot glava bucke. To pomeni, če je atom Ljubljana, bomo gledali razdalje, ki so nekje milimeter velike. In zdaj zanimivo pri vsem tem je, da vso to kompleksnost sveta okoli nas, ki jo vidimo, lahko izgradimo iz osnovnih gradnikov. Zdaj, v kemiji je to lepo prikazano s periodnim sistemom. Imamo atome lepo urejene v periodni sistem, posledica tega, da so sestavljeni iz različnega števila elektronov in protonov. In celotno to strukturo lahko pojasnimo z le 3 osnovnimi delci, U-kvark, D-kvark in pa elektron. Zdaj, to ni vse, niso to vsi osnovni delci, ki jih poznamo. Standardni model osnovnih delcev ima podobno kot je periodni sistem, ima tudi strukturo. In sicer so te osnovni delci v 2 velikih skupinah, na tej levi, to pomeni tej vijolični in zeleni, so delci, ki sestavljajo snov, potem so pa še te drugi delci, ki pa omogočajo sile med nami. In vse, kar rabimo, to so prva, druga in tretja generacija, se tudi tako grupirajo, vse, kar rabimo za pojasniti običajnega življenja, običajne snovi,
so samo tele trije delci, to pomeni up quark, down quark in pa elektron. Proton bo sestavljen iz U in D kvarka, iz 3 kvarkov, nevtron je sestavljen iz U, D, D kvarka in potem imamo še elektrone. To pomeni, ves ta periodni sistem lahko pojasnimo iz teh osnovnih, lahko zgradimo iz osnovnih gradnikov. Zdaj si malo še bolj pogledamo te osnovne delce. Osnovni delci so čist določeni z električnim nabojem, kakšno maso imajo. V tej tabeli, bolj ko so na levi, lažji so. To pomeni, ko grem tukaj iz leve, U, C in T kvark, težji so te delci, podobno v naslednji, D, S in B. B je veliko težji kot D kvark. In pa še nekaj kvantnih številk, ki ne bojo za nas pomembna. Nosijo tudi spin, pa naboj pod šibko in močno jedrsko silo. To ni toliko pomembno za nas. Bolj nas bo zanimalo, kaj se dogaja s tem električnim nabojem. In takoj opazimo, da vsak delec ima svojega bratranca, ki mu rečemo antidelc. In ta antidelc je zelo zanimiv, ker ima vse lastnosti enake, samo naboj je nasprotnega predznaka. To pomeni, masa bo enaka, ta kvantna števila, ki smo na hitro omenili, bo tudi enaka oziroma sorodna. Naboj je pa nasproten, tako da če vzamem elektron, potem obstaja tudi antielektron, ki mu rečemo pozitron. Elektron je nabit negativno, to pomeni, označimo ga za E, pa ima ta minus od zgoraj. Njegov antidelec je E+, pozitron, to pomeni njegov električni naboj v enotah v osnovnih delcev, lahko napišemo kar -1. To se štejemo v enotah naboja, ki ga nosi proton. Elektron -1 naboj, pozitron ima naboj +1, up quark ima tudi svojega bratranca, ki mu rečemo antikvark. Označimo ga tako, da naredimo črto tukaj, to pomeni up quark ima anti-up quark. Naboj je +2/3, medtem ko njegov antidelc ima naboj -2/3. D kvark ima D antikvark, označimo D kvart z D, anti-D kvark pa z D črtica. Električni naboj D kvarka je -1/3, naboj antikvarka je +1/3. Lahko takoj preverimo, recimo, da proton, ki ima naboj +1, če je sestavljen iz U in D kvarka, to pomeni +2/3, +2/3, -1/3, res dobimo naboj +1. In proton, čeprav je sestavljen, seveda obstaja tudi njegov antidelec, kjer namesto kvarke uporabimo antikvarke, da ga sestavimo. Zapišemo ga kot P črtica, medtem ko ima proton naboj +1, ima antiproton -1. Lahko pa pogledamo še mogoče malo bolj kompleksno stvar, recimo lahko pogledamo vodikov atom. Vodikov atom sam nima električnega naboja, sestavljen je iz protona, ki je jedro, in elektrona, ki je sestavljajo elektronski obrat, tako da neto je električni naboj 0, ampak seveda ta električni naboj ni enakomerno razporejen. Večina pozitivnega naboja je v jedru, v sredini, medtem ko je negativni naboj razporejen veliko širše. Če je v naši prispodobi je bil proton velikosti žoge, medtem ko elektronski oblak je velikosti Ljubljane. Vodik ima potem tudi antidelec, in sicer ta je ravno tako sestavljen je iz antiprotona in pozitrona. Oba dva imata naboj 0, ampak seveda, če pogledamo bolj podrobno, bomo lahko razločili, da ta naboj ima razporeditev. To pomeni, ta delec ni osnoven. Zdaj smo že kar daleč prišli. Poglejmo še, kaj se dogaja s temile delci, ki so povezani z silami v snovi. Osredotočili se bomo samo na foton. Foton je osnovni delc, ki je nosilec elektromagnetne sile. Recimo si predstavljamo tako, da elektron in pozitron si izmenjavata fotone,
in ta izmenjava fotonov povzroči, da elektron in pozitron čunta drug drugega in se privlačita zaradi tega. Za nas je najbolj pomemben, mogoče pa presenetljivo, da je naslednje velja. Foton ne nosi električnega naboja in prav tako antifoton tudi ne obstaja. Obstaja samo foton. Rečemo, da v tem primeru je foton sam svoj antidelec. Imamo res kvalitetno dve različni vrsti delcev. Delci, ki imajo te bratrance, ki so antidelci, ali pa te, ki so sami sebi antidelci. To primeri, ki se bi pojavljali v snovi, je foton, ki je elektromagnetna sila, in pa U, D in E in elektron, so U kvark, D kvark in elektron, so pa predstavniki te prve skupine delcev, ki imajo svoje antidelce. No, zdaj pa pogledamo, kaj se zgodi, če vzamemo delc in antidelc, ker pogledamo ta elektron in pozitron in ju postavimo skupaj. Če jih postavimo skupaj, se bosta anihilirala ali izničila. To je odličen primer uporabe enačbe E mc na kvadrat. M je masa elektrona ali pozitrona in če ju izničimo, se bo njuna masa, dvojna masa celotnega, se pomeni pozitron plus elektron, dvojna masa samega posameznega delca, se bo spremenila v energijo in z te energije lahko potem se tvorijo novi delci. Recimo, lahko se tvorita dva fotona, lahko dobimo, če se zaletita elektron in pozitron z večjo energijo, pač lahko tvorimo tudi težje delce, lahko bi tudi proton in antiproton ob takem trčenju dobili. To je precej drastičen proces, ker če vzamemo elektron in pozitron, če se anihilirata v dva fotona, potem kar naenkrat imamo manj snovi. Oziroma, na ta način tudi vemo, da vsi predmeti in živa bitja na Zemlji so sestavljena iz snovi in ne antisnovi. Zakaj? Zato, ker recimo, če bi bilo drugače, da je polovica ljudi sestavljenih iz snovi, polovica iz antisnovi, če jih samo pogledamo nadaleč, bojo izgledali povsem podobno. Imajo podobne lastnosti, enaka masa, samo namesto elektronov bi imeli pozitrone v atomih in v jedrih bi bili protoni, namesto protonov antiprotoni in namesto nevtronov antinevtroni. Samo, ko bi se tak človek in antičlovek srečala, bi prišlo do popolne katastrofe, ravno tako kot elektron in pozitron bi se tudi človek in antičlovek povsem izničila, ker se to ne dogaja, ko se rokujemo z ostalimi ljudmi, ni ničesar tako katastrofičnega, se kar ne izničimo nenadoma, lahko iz tega potegnemo, da je celotna Zemlja in vsa živa bitja na Zemlji smo vsi sestavljeni iz snovi in ne antisnovi. Kar smo zdaj ugotovili, že iz tega, da se ob srečanju ljudi ne dogaja anihilacija, smo ugotovili, da je antisnov precej redka. Ni nekaj takega, na kar bi naleteli v običajnem življenju. Kako redka je antisnov? V prvem približku pač na Zemlji antisnovi ni. Dve kratkoživi izjemi obstajata za to trditev. In sicer antisnov lahko naredimo v poskusih. Druga antisnov, ki jo lahko opazimo, je pa tudi antisnov, ki jo vidimo v kozmičnih žarkih. Poglejmo si na hitro obe dve. Antisnov, pridobljena v poskusih, je narejena tako, da recimo trčimo dva osnovna delca, lahko trčimo elektron in pozitron, kot smo imeli prej, ali dva protona. In ob tem se bo v sami tej trku se bo proizvedla veliko novih delcev, med drugim tudi antiprotoni, pozitroni
In če smo zelo pazljivi, lahko tudi proizvedemo antivodik. Antivodik, kot sem rekel, je podoben kot vodik, samo da imamo namesto jedra, ki je sestavljeno iz protona, pozitivnega težkega delca, je sestavljeno iz antiprotona, da ima negativen delc v jedru. Oblak je namesto elektronski, je pozitronski, da bi imeli naokoli jedra, bi imeli pozitiven naboj. Tak antivodik je, bi rekel, tisto, kar bi si res mislili kot antisnov, je lahko obstaja, je nenabit. Je pa to zelo redka stvar, vsi ti antidelci so zelo redki. Tukaj sem probal pogledati, koliko bi stal recimo 1 gram antivodika. Antivodik so zmožni proizvesti v CERN-u z veliko napora. In sicer, če hočemo kupiti gram antivodika, bi nas to stalo 100 milijonov svetovnih BDP-jev. To pomeni, samo 1 gram vodika je ekvivalenten, kot da celotna svetovna ekonomija dela 100 milijonov let. Skratka, antisnov je zelo, zelo redka na Zemlji. Posebej, če, mislim, v tem prvem primeru sem lahko prevedel v denar. Ta drugi primer je, pač jo dobivamo zastonj, ampak takoj izgine, je, ko kozmični delci zadevajo Zemljo. To so pospešeni delci, ki priletijo iz vesolja in potem interagirajo z atmosfero, tako da dobimo tak plaz delcev, ki jih potem lahko zmerimo na Zemlji. Ti delci, te kozmični žarki, so večinoma sestavljeni iz snovi. Recimo, če pogledamo, koliko je protonov ali pa antiprotonov, je okoli 10.000-krat več protonov prihaja do nas kot antiprotonov, kar pomeni, da je v samem vesolju antisnov tudi redka. In če se malo bolj poglobimo v študij, kako te kozmični žarki nastanejo, ugotovimo, da vsa ta antisnov dejansko je nastala precej sedaj, ni to iz nekaj, kar je preostanek mladega vesolja, nastaja recimo ob trkih drugih delcev. Kot bi naredili pri poskusih, lahko pride do trkov delcev tudi v samem vesolju in takrat nastaja antisnov. To pomeni, da zdaj smo se kar veliko naučili. Recimo, zvedeli smo, da antisnov je zelo redka in rekel bi, da je takojšnje vprašanje je, zakaj imamo v vesolju več snovi kot antisnovi. Snov in antisnov sta zelo simetrične, zelo sta si podobne, edina razlika je bila v naboju. Dejansko je izredno dobro, da imamo veliko snovi in malo antisnovi, ker če bi bilo drugače, če bi bilo enako snovi in antisnovi, potem nas ne bi bilo, ker bi se te dve povsem izničile. Tako da bi rekel, da je to prav eksistencialno vprašanje, zakaj je snov prevladala nad antisnovjo. Kar bomo ugotovili, je, da v bistvu ne samo, da je antisnov redka, tudi sama snov je zelo redka. Zdaj smo v trenutku, ko lahko malo bolj podrobno razložim to trditev, kaj pomeni, da je sama snov zelo redka. Naredimo dve stvari. Preštejmo vse fotone, ki so v vesolju. Fotoni so nosilci elektromagnetne interakcije in, kot sem rekel, so tudi sami sebi antidelci. Preštejemo vse fotone, ki so v vesolju, in potem preštejemo tudi vse delce snovi. In ugotovimo, da je med njimi velika številčna razlika. Medtem ko so fotoni zelo številčni, je samih delcev snovi zelo malo. Povprečeno čez vse vesolje imamo okoli 10 milijard več fotonov, kot imamo delcev. To pomeni, ko govorim o delcih, seveda je to povsem drugače, kakor smo navajeni v samem življenju. Če pogledamo okoli nas, Zemlja je sestavljena iz delcev,
v samem našem okolju seveda snov prevladuje, medtem ko je svetlobe, energije, ki je v svetlobi, je zelo malo, tudi samih fotonov je manj kot je snovi. Fotoni, o katerih govorim, so fotoni, ki obstajajo od malo po prapoku. To je narisan tukaj, to so, sedaj jih vidimo v mikrovalovnem sevanju ozadja, to je antena, s katero so prvič odkrili to sevanje mikrovalovnega ozadja. Tukaj je pa slika tega mikrovalovnega ozadja, in sicer samo fluktuacij nad temperaturo 2,7 Kelvina. To je mogoče slika, ki ste jo že kdaj videli. To je takrat, velikokrat videna slika fotonov kozmičnega ozadja, ampak to so samo fluktuacije. Preštejemo vse te fotone, ki so v kozmičnem ozadju, in recimo tam bi ugotovili, da je okoli 400 fotonov na kubičen centimeter, in okoli 400 fotonov bi bilo v vsakem volumnu frnikole. Prehajajo skozi nas zdajle, ne? To pomeni, do nas bi prišli, seveda, če bi prišli ko pridejo skozi atmosfero in grejo skozi nas, če lahko prodrejo, pa če je mikrovalovno ozadje, ampak v kubičnem centimetru, tik predno nas zadanejo, ne, je okoli 400 teh kozmičnih fotonov. Zdaj, če naredimo podobno, da bi razstrelili Zemljo, vse Sonca in galaksije in jih enakomerno porazdelili po celotnem vesolju, potem bi ugotovili, da je delcev snovi drastično manj, in sicer bi bil samo en proton, eno jedro vodikovega atoma na 5 kubičnih metrov. To pomeni, če vzamemo to hruško, to pomeni tovornjak za cement, bi bil v celotni tej hruški samo en proton. Če razdelimo po celotnem vesolju, ugotovimo, da smo snov, smo izredno redki. Snov je zelo redka, antisnov pa še bolj. In kaj smo zdaj ugotovili? Ugotovili, da imamo kar dve hierarhiji, in sicer število fotonov sedaj je veliko večje kot število delcev snovi sedaj, in snovi je, posebej če zanemaram ta dva primera, ko jih sami naredimo antisnove, pa ko nastane v kozmičnih žarkih, je teh delcev antisnovi zelo, zelo malo, lahko rečemo nič. Mi imamo dve hierarhiji in te dve hierarhiji nista bile prisotne v mladem vesolju. Recimo, ko je bilo vesolje staro 1 sekundo, je bila situacija povsem drugačna. Število fotonov v mladem vesolju je bila približno enaka številu delcev snovi, približno tukaj recimo do reda velikosti 10-krat, 50-krat, ampak ne 10 milijard. In število delcev snovi in antisnovi je bilo tudi zelo podobno. Malo si moramo pogledati, kaj se je dogajalo v tem mladem vesolju. Tukaj je slika razvoja vesolja, kjer je tale razdalja, nakazuje časovno razdaljo, to pomeni starost vesolja okoli 14 milijard let. Večino tega časa so se dogajale stvari, ki za nas, za to predavanje niso zanimive, to pomeni nastanek prvih galaksij in potem združitev galaksij, ekspanzije vesolja. Za nas je zanimiv dogodek, so dogodki na tej levi strani. Tukaj je tale slika kozmičnega ozadja, ki sem jo imel prej, to je nastalo okoli 400 tisoč let, to pomeni, ko je bilo vesolje staro okoli 400 tisoč let. To so te fotoni, ki izvirajo od te starosti vesolja. Nas zanima, kaj se zgodi tukaj, ko je ta svetla pika. Pa dajmo to povečati. To pomeni, tukaj smo nekje sedaj misleči. Tukaj je bila tista črta, ko se je nastalo sevanje kozmičnega ozadja. In mi gremo še precej k mlajšemu vesolju, ko je bilo staro 1 sekundo ali manj, tukaj gre pa še bolj na levo.
In kar opazite seveda je, da prvič vesolje je bilo veliko manjše, ker je bilo veliko manjše, je bila ta materija stisnjena in zaradi tega segreta in govorimo o precej visokih temperaturah, 10 milijard kelvinov ali več. Če gremo k mlajšemu, še bolj mlademu vesolju, samo ta temperatura narašča in narašča in narašča. Mlado vesolje pomeni visoka temperatura. V tem vesolju, ki je bilo mlajše kot sekundo, smo namesto zvezd, galaksij, imamo potem samo tako plazmo, plin, juho, fotonov, elektronov, pozitronov, segretih na zelo visoko temperaturo. To je zdaj recimo na tej sliki, ne, bomo tukaj, kjer je rumeno. Ko se bo malo ohladil, začnemo mogoče videti te fotone in protone, nevtrone in elektrone. Mi smo tukaj, ko je še bolj vroče in imamo hkrati poleg elektronov tudi pozitrone in poleg kvarkov tudi antikvarke, ki se nenehoma nastajajo in anihilirajo. Ker imamo dovolj veliko temperaturo, lahko obstaja tudi obraten proces, kot tistega, ki smo ga videli na začetku. To pomeni, namesto da imamo samo elektron in pozitron, ki se anihilirata v dva fotona, lahko tudi dva fotona kreirata elektron in pozitron. In to se zaradi hitre temperature, zaradi visoke temperature se hitro dogaja, gre levo in desno, anihilirajo, ponovno nastajajo in tako naprej. Zaradi tega procesa je potem število fotonov, pozitronov in elektronov približno enako. Potem pa recimo, da pogledamo, kaj se zgodi, ko vesolje se razširi, to pomeni starejše. Temperatura pade, ker temperatura pade, imamo na voljo manj energije in takrat sama ta kreacija snovi in antisnovi ni več mogoča. Če bi imeli povsem enako število elektronov in pozitronov, potem bi se ti našli in se anihilirali v svetlobo, v fotone. Na koncu bi ostali samo fotoni, kar je kar dober približek našega vesolja. Ne naredimo napako samo enkrat na 10 milijard, pač namesto, da bi ostal en elektron, v tem našem primeru povsem simetričnega vesolja, pač tega elektrona ne bi bilo, tudi ne bi bilo zvezd in nas. Kljub temu, da je fizikalno dober približek našega vesolja, je seveda to vesolje povsem nezanimivo, ni tiste snovi, ki da celotno kompleksnost. Res zanima nas ta mali popravek. Če je v mladem vesolju samo malo več snovi kot antisnovi, potem se nam naslednje zgodi. Ko se vesolje ohlaja, se večina snovi in antisnovi anihilira, ostane pa samo tisti mali presežek antisnovi. Če bi imeli recimo na 10 milijard delcev antisnovi, če bi imeli 10 milijard in 1 delcev snovi, potem se vse te velike število delcev in antidelcev anihilira in ostane samo en delec snovi in ta delec snovi potem je tisto, kar vidimo kot ali proton ali pa pozitron in snov okoli nas. Poglejmo si to bolj vizualno. Recimo tukaj sem z modro označil antidelce, z rdečo delce. Če malo strmite v to sliko, boste ugotovili, da ni čist simetrično. Tukaj je en moder piksel, ki bi bil, je narejen rdeč, to pomeni, da imam namesto 48 delcev in 48 antidelcev, sem tukaj naredil 49 delcev in 47 antidelcev. Ta slika je še veliko bolj simetrična v samem vesolju. V mladem vesolju je tisti presežek antisnovi še veliko manjši. Sicer bilo bi nekako podobno, kot če bi imeli 1000 teh ultra HD ekranov 4K in vsi piksli bi bili izmenično modri in rdeči na teh ekranih.
In na vseh teh tisočih ekranih bi bil samo eden napačen piksel. Eden piksel bi bil namesto moder, bi bil napačno rdeč. Če vizualno to predstavim, to pomeni, to imam zdaj to polje ekranov. Vse, kar vidim, je vijolično, to pomeni mešanica med modro in rdečo. In potem, recimo, da vzamem en ekran, si ga povečam in pa še pogledam tale delček, bolj podrobno vidim, da je res sestavljen iz modrih in rdečih pikslov. In samo eden piksel je napačno rdeč in ni moder. To pomeni, en delec stoji tam, kjer bi bil antidelec, če bi bilo vse simetrično. Potem pa, če je to naša prispodoba za vesolje, recimo, da vesolje ohladimo in vsi ti delci in antidelci se najdejo drugega, anihilirajo v fotone in vse te množice delcev in antidelcev ostaneta en delec gradnik snovi in iz tega preostanka je zgrajena naše Sonce, Zemlja in mi. Okay. Kaj smo se naučili? Ugotovili smo, da imamo nekoliko več snovi kot antisnovi. Če je bilo to v mladem vesolju, potem bi to lepo pojasnilo, zakaj imamo to NB je število delcev, je okoli 10⁻10 fotonov, ki jih imamo sedaj. To pomeni, zelo redko. Snov je odgovor na vprašanje, zakaj je snov redka, bi bilo zaradi tega, ker je snov in antisnov zelo simetrična, samo zelo mala prevlada snovi nad antisnovjo je bilo na 10 decimalki, je bilo več snovi. Celo odprto vprašanje je, kaj pa povzroči to nesimetričnost med snovjo in antisnovjo. Zdaj prehajam do tretjega vprašanja, zakaj je snov prevladala nad antisnovjo. In tukaj ugotovimo, da z meritvami, to je že precej stara stvar, 40 let, da snov in antisnov nista povsem simetrični. Ni res, da sta snov in antisnov povsem enaki. Lahko problem ali pa tisto, kar tega ne bomo opazili pri običajni snovi je, zakaj tega ne opazimo pri običajni snovi, je zaradi tega, ker moramo opraviti poskuse s temi eksotičnimi, težkimi kvarki. Če opravimo meritve s temi, recimo z C, B ali pa S kvarki, potem bomo opazili, da recimo pri razpadih, ko te kvarki so nestabilni in razpadejo v lažje delce, da v tem primeru bomo opazili res neko asimetrijo, nesimetričnost med obnašanjem delcev in antidelcev. Zdaj, tukaj je pač mnogo nekega žargona skritega v teh oznakah. Vse, kar je pomembno za nas, je, da je ta modri, to pomeni BS0, vidite, da nima prečice, BS0, ima pa tale rdeči, ima pa prečico. Če označimo tega za snov, potem bo ta antisnov. Tukaj, kar je na tem grafu, je, kaj se zgodi, če proizvedete v trkih ta modri in kaj se zgodi, če proizvedete ta rdeči antidelec. Počakate nekaj časa, to so pikosekunde, in imajo to oscilirajočo razvoj števila teh delcev je oscilirajoč. In vidite, da je povsem drugačen med rdečimi in modrimi, je razlika. Ta razlika bi pojasnila, zakaj imamo lahko več snovi kot antisnovi v mladem vesolju. In sicer ideja je ta, ob samem prapoku, recimo, da bi bilo vesolje povsem simetrično, enako množico snovi kot antisnovi, potem pa prepustimo
razvoj vesolja tem malce nesimetričnemu razvoju, ki sem ga prej vam prikazal, in skozi te ne povsem simetrične interakcije bi lahko povzročili, da bi bilo več snovi kot antisnovi. To ima tudi ime, bariogeneza. Barioni so te delci, ki čutijo močno silo, to pomeni UD kvarki. Zdaj, ta ideja skoraj deluje v do zdaj opaženih delcih in pa z njihovimi izmerjenimi lastnostmi ima vse potrebne lastnosti, ki bi jih potrebovali za to bariogenezo, za ta proces, ko bi snov predvladala nad antisnovjo. In sicer to bi se dogajalo lahko med tako imenovanim elektrošibkim faznim prehodom. To je fazni prehod je recimo, ko voda vre. Podobno je bilo v mladem vesolju, ko je so nastajali taki mehurčki in na robu teh mehurčkov, ker je to precej tak turbulenten proces, bi lahko tam povzročili oziroma bi lahko povečali to antisimetrijo med snovjo in antisnovjo. In ta ideja je zelo, kako bi rekel, zanimiva, skoraj deluje, to je zelo zanimivo, da skoraj deluje, skoraj lahko tudi številčno pojasnimo, zakaj je točno toliko snovi, kot jo opazimo, ampak ne deluje pa povsem, ne deluje čist povsem v numerično. Nažalost, na ta način ne dobimo dovolj velikega presežka snovi v mladem vesolju. Zdaj tukaj pa prehajamo na trenutno dogajanje v fiziki delcev. Če vzamemo to idejo bariogeneze zelo resno, sam ta princip lahko hitro popravimo, če dodamo dodatne osnovne delce. To pomeni, če obstajajo še dodatni osnovni delci, ki jih še nismo opazili, potem v tem primeru bi pa lahko tudi numerično vse skupaj delovalo in bilo se ujemali z samimi opažanji. Zdaj, to potem potegne tudi zelo obsežen program meritev, ki potekajo recimo na velikem hadronskem trkalniku v CERN-u v Ženevi, pa tudi precizni poskusi, ki so tudi na samem velikem hadronskem trkalniku, recimo ta LHCb kolaboracija. Potem je druga kolaboracija BEL-2 na Japonskem in pa še mnogo drugih eksperimentov. Tukaj sem zbral eksperimente, ki so nekako povezani tako ali drugače s preverjanjem, ali je bariogeneza možna. V modrem so eksperimenti, ki zdaj potekajo, v tem sivo so tisti, ki so šele načrtovani, in potem je še ena bolj specifična zelena, ki pa večinoma predstavlja malo manjše eksperimente. To so eksperimenti, ki imajo tudi po 1000 ali 4000 znanstvenikov združenih. In tukaj od vse te množice bomo si samo na hitro pogledali tega tukaj na Japonskem, kjer piše BEL-2. BEL-2 je nadgradnja eksperimenta BEL. 2 pomeni, da je BEL že obstajal. In sicer BEL je bila tovarna teh B-mezonov, to so ravno tisti B-ji, ki smo jih videli pred parimi transparencami. In sicer je deloval okoli 10 let, od 1999 do 2010. Zdaj, cilj tega nadgrajenega eksperimenta je pa zbrati okoli 50-krat več podatkov. In te podatki so kaj? Ja, to je pospeševalni kompleks, kjer trkajo elektrone in pozitrone, in tukaj se jih pospeši in potem v tem ringu se jih potem trkajo. Tukaj, kar vidite, je pa tale
velika merilna naprava, tole so ljudje, ne, tole je hala, primerjava tukaj so ljudje, ne, to pomeni, to je precej velik detektor, ki potem lahko razbere, kaj se je zgodilo pri samem trku. Iz tega, kaj se je zgodilo pri samem trku, lahko pol sklepamo na to, ali obstajajo novi delci ali ne. Zakaj sem zbral ravno ta eksperiment? Prvo je zaradi tega, ker meritve so se ravno začele. Poleg tega pa so skupine tako v Sloveniji kot na Univerzi v Cincinnatiju. 26 držav je vključenih in okoli 1000 raziskovalcev. Ni to največji eksperiment v fiziki delcev, je pa eden večjih. To je zadnja transparenca pred zaključkom. Zakaj vse to tako zanimivo, je, da BEL2 bo poskušal tudi odgovoriti na povsem eksperimentalno vprašanje, in sicer obstaja kar množica meritev, ki so tukaj zbrane, sicer imajo pač neka taka čudna imena, je pa vse skupaj zelo lepo predstavljeno, in sicer tale rumena kolona je, kot vidite, je tukaj okoli ničle zbrana, to pomeni tukaj, kar je Patrick Koppenberg naredil, je odštel teoretično napoved, za koliko bi posamezna opazljivka, koliko bi morala biti. Te črtice so velikost teoretične napake, to pomeni velikost napak pri računu. Ne poznamo vseh stvari, ki grejo v sam račun, ne poznamo z neskončno preciznostjo, ampak z neko natančnostjo. To je ta napaka, ne. Kakšne poznamo slabše, kakšne opazljivke, kakšne zelo dobro, ne. To pomeni, tukaj skoraj ne vidimo napak. To, kar je pa z modro označeno, je pa relativno odstopanje, deljeno z celotno napako, to pomeni eksperimentalno in teoretično. Eksperimentalna napaka so te črtice tukaj. Razlika med rumeno in modro pomeni, da se meritev ne ujema z napovedjo. In sicer se ne ujema, tukaj v tem primeru za 3 sigma, vse skupaj je 3-krat dlje stran, kot je nominalna napaka meritve v tem primeru večinoma. In tako naprej. Če vzamemo tole, je približno 2-krat več, 2-krat bolj stran, kot bi pričakovali glede na napako. Tukaj se ujemata znotraj napake, recimo tale tukaj je pa celo 4-krat dlje. Ta pika je 4 sigma stran od same napovedi. Kaj to pomeni? Pač kultura v fiziki delcev je, ali pa dogovor je, da če je odstopanje 3 sigma, je to dovolj redko, da lahko govorimo o namigu ali pa dokazu. Mislim, da je bolj primerno v slovenščini govoriti o namigu. V angleščini je to evidence. Namig za to, da se nekaj dogaja, da mogoče ne razumemo vse, kar se dogaja. Ko je to neujemanje 5 sigma, to je tukaj na zelenem, potem pa govorimo o odkritju. Skratka, cilj tega BEL2 eksperimenta je preveriti, ali so te meritve pravilne, in če so pravilne, potem bo kazalo, da imamo odkritje novih delcev. In tukaj bi jaz zaključil, kaj sem v tem predavanju predstavil, je povedal sem, da nas obdaja večinoma snov in ne antisnov. In zakaj je temu tako, zakaj je snov prevladala nad antisnovjo, je eden večjih odprtih problemov sodobne fizike delcev.
Najlepša hvala, Jure, za to odlično in zelo nazorno predavanje. Zdaj pa povabila vse poslušalce, če imate kakšne vprašanja, jih lahko zapišete v chat, pa bom jaz posredovala Juretu, ali pa mislim, da lahko tudi dvignete roko. Tukaj eno vprašanje, bi morali gledati kakšno sliko. Ne, to je že odprej, to je že od začetka, to je bilo že pojasnjeno. Jure, mogoče bi te vprašala za začetek, zdaj nekako zgleda, da je predpostavka v vsem tem, da bi moral biti ta veliki pok simetričen. Recimo iz moje take biološke perspektive, ne bi se zdaj, zakaj pa mora biti simetričen? Ja, odlično vprašanje. Zaradi tega, ker tukaj sem seveda preskočil ena pomembna stvar, tukaj da bo predvsej vizualno. Mislim, da je ta celo boljša. Tukaj na začetku je ta zelo hitro širjenje, inflacijsko širjenje, za katerega bi rekel, da večina ljudi verjame, da se je zgodil. Mislim, verjame. Pač vse meritve, ki jih upravljamo, nekako kaže na to, da je bilo to inflacijska doba, ker razreš kar veliko teh vprašanj v kozmologiji. Recimo, zakaj je celotno to kozmično prasevanje, kozmično prasevanje, zakaj je praktično iste temperature, čeprav je vesolje tako veliko, da ni v kavzalnem kontaktu. Dejansko edina rešitev je to, da je bila inflacijsko obdobje. Zdaj si pa lahko predstavljamo, kako težko je potem narediti nesimetrično vesolje, zaradi tega, ker ta inflacijska doba bo vse razpihalna in bi mogli zelo natančno robne pogoje naštimati, tako da bi imeli ravno 10⁻10 asimetrije. To je argument, zakaj. Je možno, seveda je možno, ampak tako, kot bi lahko rekel, da je pač lahko tudi naštimamo celotno vesolje iz nekega neznanega razloga, da ima temperaturo 2,7 Kelvina. Veliko bolj, rekel bi, Occamova britev bi nam rekla, da ne, veliko lažje, veliko bolj smiselno je, da je res, da je inflacija prišlo, vesolje je zelo simetrično zaradi tega, iz tega potem, da je moglo biti zelo simetrično in je pač samo nek dinamičen mehanizem, ki naredi snov malo manj redko kot antisnov na koncu, nekaj več snovi ostane. Jaz bi rekel, da še zelo spodbujajoče je, da celotna ideja skoraj funkcionira. Moram tudi reči, da nimamo vsega izmerjenega. V nevtrinskem sektorju je še en vir, ki bi lahko pripomogel. Tudi tam bi pol rabili nove delce, ampak je še kar nekaj odprtih vprašanj. Tako, Je pa zelo dobro vprašanje. Ja, seveda, lahko samo začetne pogoje nastaviš in pol se nehamo pogovarjati. Ampak, ja. Medtem, eno vprašanje je bilo zdaj tukaj na začetku od Tadeja Stegu, če bo tole predavanje še dosegljivo in bo, ga snimamo, tako da bo tudi dosegljivo na strani, ne vem točno kje, najbrž na strani Smulja. Ampak, ja, predavanje si lahko še potem ogledate. Zdaj pa potem je eno vprašanje od gospe Nune Šutar, zakaj pride do anihilacije? Ja, mislim, kar zadrega, kako bi najboljše razložil to. Pač
Prva stvar je, ki se jo mogoče lahko zelo dobro predstavljamo, je, da pretvarjati maso v energijo je nekaj, kar zelo dobro izkoriščamo, ne. Recimo v jedrski elektrarni Krško ravno to uporabljamo, ne, da se jedro se razcepi, jedro urana se razcepi, nastaneta dve novi jedri in masa začetnega jedra je večja kot vsota mas končnega jedra, ne. To pomeni, da maso pretvarjamo v energijo na dnevni bazi. Ravno tako recimo pri eksploziji atomske bombe podobno, ne, gre pač v eksplozijo ta odvečna energija. Ampak to je precej mali del mase se pri tem spremeni v energijo. Zakaj? Zaradi tega, ker ne moremo kar naenkrat imeti manj protonov, ne moremo kar naenkrat izgubiti ta naboj. Povsem drugače pa, če spravimo delec in antidelc skupaj, zaradi tega, ker imata recimo pozitivni in negativni naboj in tudi vsa ostala kvantna števila, o katerih nisem razpravljal, ne, se ravno tako lahko izničijo. To imamo nek skupek, ki nima nobenega naboja in v tem primeru pa lahko celotna masa pretvori v energijo. To je pač velika razlika med snovjo in antisnovjo, ali pa če nekaj delamo samo s snovjo, ne. Samo s snovjo ne moremo kar naenkrat izgubiti tega števila protonov. Ali pa ne moremo kar naenkrat, da bomo imeli manj elektronov. Še eno zanimivo vprašanje, a lahko oziroma kako oziroma lahko antisnov shranjujejo? Ja, to je zelo težko, Kako ne. shranjujejo? Ja, seveda pač obstajajo magnetne pasti, lahko jih shranite v magnetno past, tako da se zaščiti pred vplivi okolja. Ampak če bi imeli absoluten vakuum, nobenih delcev, potem bi lahko to v nedogled hranili. To ni možno, ne, zaradi tega, ker bo vedno nekaj delcev snovi v sami tej magnetni pasti, tako da ta antisnov, ki jo tako shranimo, ima življenjsko dobo, zaradi tega, ker se bo slej ko prej srečala s snovjo. Kaj pa temna snov? Ja, temna snov sploh nisem omenil, to je tudi velik problem, odprt, veliko vprašanje. Temna snov je nekaj, o obstoju katere vemo samo posredno, prek tega, kako se obnaša, recimo, kako se ko se galaksije vrtijo, ne, iz tega lahko vidimo, da je več snovi, iz tega lahko izmerimo, da je več snovi, kot jo dejansko vidimo. Poleg še mnogo drugih opazljivk. Temna snov, tukaj se pa bolj odpre celoten, kako bi rekel, džungla možnosti, ne. Lahko je povezana s tem, da je snov prevladala nad antisnovjo, to je ena zelo zanimiva možnost. Predvsem je tukaj zelo zanimivo, da je temne snovi samo 5-krat več po masi ali pa po energiji v energetskem budžetu vesolja je temne snovi samo 5-krat več, kot je vidne snovi. To pomeni, bi bilo zelo mogoče tak namig, da mogoče je le kreacija snovi pa temne snovi mogoče povezana, ni pa nujno, da je kakšna povezava. Jaz bi rekel, da zelo popularni kandidati za temno snov nimajo nobene zveze s tem, kako je bariogeneza potekala. Lahko pa. Sem odgovoril, da je vse možno, ampak na žalost je res. Potem je še eno vprašanje v tej okviru možnosti, kaj pa, če bi prevladala antisnov?
Ali to enako, kot da je predlagala snov? Ja, seveda. Pač v tem primeru bi verjetno preimenovali antisnov v snov, ne? Zato ker pač tistega, kar smo mi sestavljeni, tisto bomo rekli, da je snov. Je pa čisto res, da pač tam je neka asimetrija med temu, kar bomo rekli snovjo in antisnovjo. In dinamično bi ugotovili, kjer bo več. Ne? Samega tega procesa, tega vretja, kot sem ga tam pokazal, ne? Tam nekje bi razločilo med snovjo in antisnovjo. In ja, mislim, če bi bile lastnosti malo drugačne, bi antisnov prevladala, ampak to ne bi bilo nič hudega. Ne? Pač mi bi bili z antisnovi sestavljeni, nikjer pa ne bi bilo te druge snovi. Ne? Pač situacija bi bila zelo čist ista. Ne? Mislim, da smo zdaj šli čez vse vprašanja, ki so prišla. Zdaj, ja, Jure, najlepša hvala še enkrat. Vsi poslušalci, hvala vam za to, da ste se udeležili našega predavanja. To drugo predavanje je bilo že dosti boljš udeleženo kot prvo, tako da upam, da bomo nadaljevali s tem uspešnim privabili čim več publike, da bomo nadaljevali verjetno jeseni. Predvsem si želimo tudi veliko študentov, da bi se udeležili teh predavanj in tudi mislim, če se študenti boste lahko kontaktirate Jureta, sigurno bo zelo rad odgovoril še kaj, ali pa če ste pa bolj taki gajsni študenti, lahko pa najbolj njegove članke preberete, da bo se kaj bolj konkretnega zjela. Jure, najlepša hvala tudi vsi, ki se ti v četu poslušalci zahvaljujejo za odlično predavanje in odlično raziskovanje naprej v Cincinnatiju, pa še malo v Ljubljani tudi. Ja, hvala.